Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in cenjeni gledalci in dobrodošli na predavanjih, na katerih vam v okviru digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije na jedrnat in praktičen način predstavljamo temeljne informacije z področja regulative digitalnega okolja, prava intelektualne lastnine, oglaševalskega prava in širšega področja prava informacijske družbe. Moje ime je Jaka Repanšek in s področji digitalne regulative, o katerih bo tekla beseda na naših predavanjih, se ukvarjam že več kot 2 desetletji. Spoznali bomo temeljna znanja širokega področja digitalne regulative, pri čemer poseben poudarek namenjamo aktualnim predpisom, ki jih Evropska unija sprejema v okviru tako imenovanega Evropskega digitalnega desetletja. Prihodnost vseh nas temelji na digitalnih kompetencah. In sestavni del digitalnih znanj je tudi poznavanje temeljnih predpisov, ki oblikujejo, usmerjajo, regulirajo in okvirjajo naš skupni digitalni prostor. V njegovem središču pa je osveščen posameznik, ki pozna vsaj temeljna pravila digitalnega komuniciranja in poslovanja, pri tem pa se dobro zaveda svojih temeljnih pravic in obveznosti. Lepo pozdravljeni! Današnje predavanje bo namenjeno izzivom oglaševanja v Evropskem digitalnem desetletju. Pogledali si bomo nekaj najpomembnejših regulatornih svežnjev, ki jih je oziroma jih še bo sprejela Evropska unija na področju regulacije digitalnih komunikacij, digitalnih vsebin, na splošno interneta. Vse to, vsi ti ukrepi, vsi ti svežnji, ki se sedaj sprejemajo na nivoju Evropske unije, sodijo v tako imenovano Evropsko digitalno desetletje. To je pobuda trenutne Evropske komisije, ki se ji naslednje leto izteka mandat, v katerem si je Evropska unija kot enega ključnih strateških ciljev zadala nadoknaditi zaostanek za nekaterimi drugimi razvitimi digitalnimi gospodarstvi, kot je denimo digitalno gospodarstvo Združenih držav Amerike. In da bi dosegli te cilje do leta 2030, so v Evropski komisiji in tudi drugih organih Evropske unije zastavili ambiciozen načrt oblikovanja, sprejemanja in pa seveda tudi uveljavljanja in izvajanja številnih novih direktiv in uredb, ki tako ali drugače regulirajo skupni evropski, torej enotni digitalni trg v Evropski uniji. Pri tem se bomo nekoliko bolj posvetili izzivom digitalnega oglaševanja in digitalnih komunikacij. Kajti velik del ali pa pomemben del regulativ in direktiv, ki se sprejemajo na nivoju Evropske unije, je namenjen prav temu področju. Zdaj, tisto, kar je ključno v današnjem svetu digitalnih komunikacij in digitalnega oglaševanja, je seveda naslednje. Pravo sporočilo pravi osebi ob pravem času. Kar pa seveda za seboj potegne kar nekaj pravnih in tudi drugih vprašanj, kako to doseči na način, ki bo skladen z etičnimi in pravnimi normami, med drugim recimo na področju varstva osebnih podatkov. No, zdaj, kar lahko opažamo v sklopu sprejemanja vseh teh regulatornih svežnjev na nivoju Evropske unije, je, da imamo nekakšen premik od direktiv k uredbam. Zdaj, čisto tako laično, da pojasnimo razliko, tako direktive kot uredbe so torej predpisi, ki jih sprejemajo organi Evropske unije, vendar je ključna razlika naslednja. Direktive so nekakšen zakonodajni okvir, ki ga sprejme Evropska unija, nato pa je na državah članicah Evropske unije, torej na 27 državah, da to direktivo kot pravni okvir prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo, torej v zakone, ki jih sprejemajo nacionalni parlamenti. Pri čemer imajo na področju direktiv države članice pogosto nekaj manevrskega prostora, da določena vprašanja, ki jih direktive kot nek okvir skupne evropske politike, regulative na določenem področju zajemajo, da torej določena področja lahko nekoliko prilagodijo svojim nacionalnim posebnostim, potrebam, dinamiki in pa tudi drugi zakonodaji na nivoju države članice. No, na drugi strani pa so uredbe, tako ena najbolj znanih v zadnjem času na področju digitalnih komunikacij, nasploh pa tudi na področju varstva zasebnosti, je splošna uredba o varstvu podatkov, kratico GDPR,
torej General Data Protection Regulation, vsi dobro poznamo. Sprejeta je bila, torej pravilneje uveljavljena je bila 25. maja 2018, torej že več kot 5 let nazaj smo dobili sodoben predpis, uredbo o varstvu podatkov GDPR. No, za razliko od direktiv pa so uredbe bolj podobne nekim zakonom, recimo na nivoju držav, kar pomeni, da v enakem besedilu veljajo v vseh državah članicah. Tu torej ni nekega, vsaj ne bistvenega manevrskega prostora, ki bi državam članicam za razliko od direktiv omogočale, da lahko prilagodijo posamezna vsebinska vprašanja, ki jih recimo neka direktiva ali uredba ureja, nekim svojim lastnim potrebam. Torej uredba učinkuje, rečemo, enako na nivoju vseh držav članic. In to je zelo pomembno. To se pravi, da se z uredbami bolj poenoti določena pravna regulativa na nivoju celotnega enotnega trga Evropske unije, za razliko od direktiv, kjer je še vedno lahko nekaj več neenotnosti pri njihovi implementaciji. Torej, ta premik k uredbam nakazuje na to, da je ambicija Evropske unije v digitalnem desetletju, da kar se da poenoti predpise v vseh državah članicah, tudi z ambicijo, da potem na nek način postane globalni regulator, v narekovajih seveda, na številnih področjih digitalnega urejanja. Ko govorimo seveda v narekovajih o ambiciji Evropske unije, da postane nekakšen globalni regulator, denimo na področju varstva osebnih podatkov, s tem mislimo na to, da se bodo tudi drugi razviti trgi, s katerimi sodelujemo v Evropski uniji, na nek način prilagodili trendom in smernicam in načelom in principom, ki jih na določenem področju zasleduje Evropska unija. Najbolj tipičen primer seveda je torej varstvo osebnih podatkov, varstvo zasebnosti, kjer je splošna uredba o varstvu podatkov oziroma GDPR prvi takšen vseobsegajoč, zares tudi na nek način revolucionaren regulatorni akt, ki je bil sprejet na globalni ravni, torej sprejet v Evropski uniji, pa na nek način učinkuje tudi širše. Številne države že prilagajajo ali pa so že prilagodile tudi svojo nacionalno zakonodajo, torej države, ki niso članice Evropske unije, na nek način približale principom in načelom, ki jih zasledujemo v splošni uredbi o varstvu podatkov, torej v GDPR-ju. Takšni primer je mogoče Zvezna država Kalifornija v Združenih državah Amerike, ki ima znotraj Združenih držav Amerike verjetno najbolj podoben predpis na področju varstva osebnih podatkov kot Evropska unija. Pa tudi številne druge države se k temu na nek način nagibajo oziroma prilagajajo, seveda pa ne vse. Kajti bistveno je, da Evropska unija ne le regulira varstvo osebnih podatkov skozi GDPR, splošno uredbo med državami članicami, temveč tudi nalaga podjetjem in osebam iz tretjih držav, ki bi obdelovali osebne podatke evropskih državljanov, da spoštujejo določbe o varstvu osebnih podatkov, ki jih je določila Evropska unija z GDPR-jem. No in torej, govorimo torej o nekakšnem poenotenju enotnega digitalnega trga, ko gre za sprejemanje novih uredb. Kot bomo videli, številne nove uredbe so bile že sprejete ali pa še bodo sprejete v naslednjih letih, ali pa so že bile sprejete, pa bodo uveljavljene v kratkem. Tukaj lahko samo nekaj v okviru evropskega digitalnega desetletja na hitro naštejem. Denimo akt o digitalnih trgih, tako poenostavljen prevod, torej Digital Markets Act ali DMA, akt o digitalnih trgih, akt o digitalnih storitvah oziroma Digital Services Act ali DSA. No, ta bo verjetno še najbolj bistveno vplival na vsebino komunikacij, pa tudi oglaševanja, pa predvsem tudi na nezakonite, nedovoljene vsebine, ki se danes še nekako objavljajo na spletnih mestih v Evropski uniji, pa bo to precej bolj težko, precej oteženo, ko bo najkasneje februarja 2024, torej akt o digitalnih storitvah tudi v svoji polnosti zaživel in bo uveljavljen na nivoju vseh spletišč v Evropski uniji. Tako aktu o digitalnih storitvah, kot tudi aktu o digitalnih trgih, pa recimo aktu o umetni inteligenci, ki pa je še v postopku sprejemanja in oblikovanja in sprejemanja, bomo posvetili ločena predavanja.
No, poleg teh dveh aktov, torej DMA in DSA, bi omenil še, torej, kot sem že rekel, akt o umetni inteligenci, tudi to bo uredba o umetni inteligenci, tako kot sta tudi DSA in DMA uredbi, podobno kot GDPR. Omenil pa bi tudi enega, ki pa je še nekako v povojih, pa ne bi smel biti. Namreč gre za uredbo o elektronski zasebnosti oziroma e-privacy regulation. Danes bomo nekaj več tudi o tem povedali. Ta uredba o elektronski zasebnosti bi morala biti sprejeta in uveljavljena sočasno z splošno uredbo o varstvu podatkov, torej GDPR-jem. Naslavlja določena vprašanja digitalnih elektronskih komunikacij podrobneje, specifičneje, kot je to zajeto v splošni uredbi o varstvu podatkov, ki se nanaša na vse oblike obdelave osebnih podatkov, torej ne le na elektronske komunikacije. Predpis je še vedno v fazi oblikovanja in težko je napovedati točno, kdaj bo stopil v veljavo, vendar je zelo pomemben. Bo zelo pomemben, saj številna vprašanja regulacije elektronskih komunikacij, ki jih sedaj urejamo z neposredno uporabo določb splošne uredbe, torej GDPR-ja, nekako ne ustrezajo povsem hitremu tehnološkemu razvoju in drugim izzivom, ki jih prinaša tako varstvo zasebnosti, kot tudi druga vprašanja digitalnih komunikacij in pa interneta v širšem pomenu besede. Potem je tukaj zelo pomemben, in eno od predavanj smo mu že posvetili, tudi akt o podatkih oziroma Data Act. Tudi ta bo uveljavljen kmalu, no ta pa se, kot smo že tudi v predavanju omenili, nanaša na neosebne podatke, torej dajmo temu zelo posplošno reči na industrijske podatke, ki jih zbirajo naprave, ki jih uporabniki uporabljamo v vsakodnevnem življenju. Takole, en izmed izrazov na tem področju, ki ga vsi poznamo, je internet stvari ali Internet of Things. No in vso to kupico, ogromno kupico podatkov, ki jih vsak od nas, vsak dan z uporabo svojih elektronskih naprav, z uporabo vozil, z uporabo pametnih hladilnikov, pametnih telefonov, električnih in drugih avtomobilov, pametnih televizorjev, vsak od nas vsakodnevno generira ogromno število nekih pomembnih podatkov, ki lahko koristijo podjetjem, industriji v širšem pomenu besede pri razvoju novih aplikacij, novih projektov. No in Data Act se ukvarja ravno s tem, kako omogočiti prenosljivost, med drugim tudi prenosljivost teh podatkov od imetnikov teh podatkov, to smo lahko posamezniki, ki generiramo neke podatke z uporabo naprav, do nekih novih uporabnikov teh ogromnih količin podatkov. Namreč, kot vidite, že v celotnem uvodu predavanja govorim o podatkih. Podatki so torej ključni, so tako že nekoliko zlajnano lahko rečem, nafta 21. in 22. in verjetno še kakšnega stoletja, ki sledi. To je ključno in velika večina teh novih regulatornih svežnjev na nivoju Evropske unije se ukvarja prav z takšno in drugačno obliko regulacije, zbiranja, obdelave, posredovanja, prenosov, ponovne uporabe in tako naprej podatkov. Podatki so torej ključni. Na koncu tega kratkega pregleda nekih trendov sprejemanja nove regulative v okviru evropskega digitalnega desetletja velja pohvaliti oziroma omeniti tudi pomemben doprinos Republike Slovenije v času njenega predsedovanja v drugi polovici leta 2021, kajti ravno na tem področju je Slovenija dosegla pomembne preboje pri oblikovanju in kasnejši uveljavitvi številnih pomembnih digitalnih regulatornih svežnjev. No in če grem za trenutek še nazaj na področje ali pa naprej na področje prihodnosti digitalnih komunikacij in oglaševanja. Brez nadaljnjih dvomov lahko zatrdimo, da bodo ti regulatorni svežnji, o katerih sem danes nekaj že povedal in katerim bojo tudi posvečena določena ali pa nekatera posamezna predavanja v sklopu naših predavanj, da bodo prav ti regulatorni svežnji verjetno najbolj vplivali na spremembo poslovnih modelov v digitalnih komunikacijah in oglaševanju v zadnjem desetletju. To se pravi, ključno bo dobro poznati izzive, nove regulative in temu prilagoditi svoje poslovne modele ali pa tudi modele komunikacij, uporabe podatkov in tako naprej. To se pravi, ta
revolucija, če lahko tako rečem, regulatorna, bo imela izjemno pomembne posledice tudi za tako podjetja, ki poslujejo ali oglašujejo ali kakorkoli drugače ustvarjajo prihodke na digitalnem trgu, kot tudi za nas uporabnike. V končni fazi vedno pa mora biti in tudi je v središču vsakega novega regulatornega svežnja posameznik. Tako je posameznik v središču predpisov o varstvu osebnih podatkov, kar je logično, in tudi tako je posameznik v središču drugih regulatornih svežnjev, ki jih Evropska unija sprejema v okviru evropskega digitalnega desetletja. Zdaj, kam gredo neki ključni trendi razvoja, če gremo zdaj malce ožje na področje digitalnega oglaševanja? Trendi, ki jih opažamo in ki bodo verjetno še izrazitejši v naslednjih letih, gredo v smer razvoja lastnih podatkovnih silosov osebnih podatkov. To se pravi, da bodo imetniki osebnih podatkov imeli določena jamstva, da podjetja, ki te podatke zbirajo, te podatke v resnici uporabljajo zgolj za tiste namene, za katere je bila podana privolitev, in da se ti podatki tudi hranijo in obdelujejo, dajmo temu reči, v nekih lastnih podatkovnih silosih, kjer so ustrezno zavarovani pred tem, da bi se ti podatki prenašali, povezovali, izvažali ali obdelovali za neke namene, ki niso bili v štartu, torej o privolitvi tudi znani in jasni. Zlasti pa na ta način bolj varujemo in tudi na nek način vzpostavljamo trdnejšo in dolgoročnejšo vez med posameznikom, uporabnikom denimo nekega spletnega mesta in pa imetnikom, izdajateljem tega spletnega mesta, ki je denimo z namestitvijo piškotka na napravo uporabnika, ki je obiskal to spletno stran, pridobil denimo IP številko in to IP številko potem uporablja za namene recimo ciljanega oglaševanja, ponujanja določenih targetiranih, usmerjenih storitev posameznim skupinam uporabnikov svojega spletnega mesta oziroma svojih spletnih mest ali pa tudi denimo partnerskih spletnih mest. Pomembno vprašanje, s katerim se ukvarjamo v Evropski uniji, pa tudi v Združenih državah Amerike, že dlje časa, je vprašanje izvoza podatkov, izvoza osebnih podatkov izven področja Evropske unije. Tisti, ki ste nekoliko pobliže spremljali to vprašanje, veste, da gre tukaj za dilemo, ki jo je nekako povzročila številne odločbe Evropskega sodišča. Poimenovane so po priimku gospoda, ki je nekako aktivno udeležen v te postopke, gospoda Maxa Schremsa, aktivista na področju varstva osebnih podatkov, in govorimo o primeru Schrems 1, Schrems 2, morda sedaj v prihodnosti se napoveduje tudi odločba sodišča Schrems 3. Zakaj gre? Gre za to, da je Evropsko sodišče odločilo, že pred časom seveda, da je izvoz podatkov, osebnih podatkov državljanov Evropske unije v Združene države Amerike, torej na strežnike ameriških podjetij, nezakonit zaradi določenih pomanjkljivosti varstva osebnih podatkov glede na zakonodajo Združenih držav Amerike. Kar je seveda povzročilo številne težave. Vemo, da so največji tehnološki giganti prav ameriška podjetja, vemo, da obdelujejo ogromne količine osebnih podatkov državljanov, ne le Evropske unije, temveč vseh praktično držav sveta, in da je seveda to za Evropsko unijo izjemno kočljivo vprašanje, pomembno vprašanje. Zato so se oblikovali neki dogovori, standardi, ki naj bi omogočili izvoz osebnih podatkov evropskih državljanov v strežnike ameriških podjetij, da enemu takšnemu, ki ga je Evropsko sodišče potem tudi razveljavilo, se je reklo zasebnostni ščit ali privacy shield. Kljub temu, da je vseboval številne varovalke glede obdelave in dostopa do osebnih podatkov, vseeno po mnenju Evropskega sodišča ni ustrezal vsem standardom in kriterijem, ki jih določa splošna uredba o varstvu podatkov GDPR. Nedavno pa je vendarle prišlo do novega dogovora med Združenimi državami in med vlado Združenih držav Amerike in Evropsko komisijo oziroma organi Evropske unije, da se vzpostavi ponovno
nek mehanizem, ki naj bi ustrezal vsem kriterijem, ki jih zasleduje splošna uredba, torej GDPR, in da je torej ponovno možno izvažati osebne podatke na strežnike ameriških podjetij. Ne le v ZDA, dovolj je že, da so ti strežniki obvladovani strani ameriških podjetij. Gospod, ki sem ga omenil med predavanjem, gospod Šrems, je že napovedal novo tožbo oziroma nov postopek, ki naj bi ponovno, podobno kot Šrems 1 in Šrems 2, na nivoju evropskih sodišč ugotovil, ali je to temu res tako, ali pa tudi ta nov dogovor med EU in ZDA še vedno ne ustreza vsem standardom Evropske unije pri varstvu osebnih podatkov. Zakaj je to pomembno? Ko govorimo o regulativi in o digitalnih komunikacijah in njihovem razvoju v Evropski uniji. Zato, ker to povzroča ali pa predstavlja veliko negotovost, tako za podjetja iz Evropske unije, kot tudi za podjetja, denimo iz ZDA in tretjih držav. Dejstvo je, da so poslovni modeli evropskih podjetij, evropski, zelo po domače rečeno, evropski internet še vedno v veliki meri soodvisni, povezani z ameriškim digitalnim podjetniškim gospodarskim ekosistemom. Največji svetovni digitalni giganti, lahko jih naštejem nekaj, od Googlov, Facebookov, Amazona, Instagramov in tako dalje in tako naprej, seveda prihajajo iz Združenih držav Amerike. In velika večina evropskih podjetij tako ali drugače uporablja te storitve in seveda posledično lahko tudi pride do izvoza osebnih podatkov evropskih državljanov v ZDA. Zato je to področje izjemno pomembno, da se razblini ta negotovost, se pa po drugi strani seveda evropska podjetja, tudi številna slovenska, že odzivajo na te izzive in vzpostavljajo, oblikujejo lastne poslovne modele, ki več niso tako odvisni ali pa sploh niso odvisni od ponudb velikih tehnoloških gigantov in poskušajo te osebne podatke tudi morda znotraj lastnih podatkovnih silosov obvladovati, obdelovati in uporabljati izključno z evropsko, če lahko tako rečem, digitalno tehnologijo na evropskih tleh, evropskih strežnikih in tako, da sploh ne prihaja do izvoza teh osebnih podatkov izven držav članic Evropske unije. Poglejmo si še nekaj izzivov, tako čisto praktično, na področju piškotkov. Piškotki, ki so ključ ali pa temelj še vedno številnih storitev digitalnega oglaševanja. Zdaj, tisto, kar je treba čisto na začetku poudariti, je, da je ključ, kar se tiče varstva osebnih podatkov, v transparentnem in poštenem odnosu do strank in uporabnikov. To se pravi, da mora biti privolitev, ki jo posameznik kot temeljna pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov, torej privolitev, ki jo posameznik poda na nekem spletnem mestu, denimo, da gre za banner, ki najavi namestitev piškotkov in ponudi različne možnosti, sprejmi vse, zavrni vse, več možnosti ali nastavitev, da so ti ukazi, te informacije transparentne, lahko razumljive, da so torej tudi umestniki, ki potem omogočajo vklop ali izklop določenih skupin piškotkov glede na vrste obdelav, da so ti jasni, transparentni in enostavno uporabljivi. Žal, številna spletna mesta v Sloveniji in tudi v drugih državah članicah Evropske unije še vedno ne izpolnjujejo vseh, vsaj minimalnih zahtev in kriterijev, ko gre za oblikovanje nekih uporabniških umestnikov, lahko so to pop-up bannerji, za podajo privolitve za namestitev piškotkov. Še vedno uporabljajo, včasih smo temu rekli, tako imenovane implicitne privolitve, shrani in naprej, strinjam se in se potem seveda namestijo kar vsi piškotki možni na vašo napravo, Pravilno seveda je, da so možnosti enakovredne, to se pravi sprejmi vse, zavrni vse in pa seveda tudi možnosti nastavitev. Namreč različne vrste piškotkov imajo tudi različne funkcionalnosti. Nekateri so bolj invazivni, nekateri so manj invazivni, seveda so najbolj invazivni, če lahko tako rečem, v smislu obdelave osebnih podatkov. Piškotki, ki smo jim nekoč rekli third party cookies ali piškotki tretjih oseb, to so piškotki, ki jih denimo tretje osebe, ponudniki določenih storitev, namestijo na spletno mesto in potem tudi seveda na napravo
uporabnikov, ki potem te podatke generirajo in zbirajo na različnih mestih in iz njih potem lahko tudi izvajajo določene storitve digitalnega oglaševanja v luči profiliranja, targetiranja, remarketinga in tako naprej. Nekateri piškotki so bistveno manj invazivni in so v resnici lahko bolj ali manj funkcionalne narave ali pa so namenjeni recimo lastni analitiki izdajatelja spletnega mesta. To se pravi zato, da spremlja obisk, pa neke vedenjske vzorce izključno in samo oseb, ki obiskujejo določeno spletno mesto. In trend nekako, ki sem ga že nakazal v današnjem predavanju, gre vedno bolj v smeri teh enoosebnih, če lahko tako rečem, piškotkov. To se pravi, da se bo vedno manj pozornosti ali teže v razvoju poslovnih modelov dajalo piškotkom tretjih oseb oziroma tako imenovanih third party cookies, saj so te vsaj v luči GDPR-ja tudi, najbolj vprašljive in tudi na nek način najtežje zagotovimo popolno skladnost z predpisi Splošne uredbe o varstvu podatkov GDPR, ko gre za obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani. Ključno je poudariti naslednje. Odgovornost za pravilno namestitev piškotka na spletno mesto je na izdajatelju spletnega mesta. Ne na agenciji, s katero sodeluje spletno mesto ali na nekih tretjih osebah, temveč na izdajatelju spletnega mesta. Če sem denimo izdajatelj spletnega mesta xy.com, je moja odgovornost, da piškotke, ki jih namestim na to spletno mesto in ki so potem nameščeni na naprave uporabnikov, ki obiskujejo moje spletno mesto, da so ti piškotki pravilno razvrščeni glede na njihovo funkcionalnost, da so privolitve, ki jih podajo posamezniki, torej uporabniki spletnega mesta, pravilno oblikovane, so svobodne, informirane, imajo uporabniki možnost namestiti piškotka ali zavrniti namestitev, razen seveda tisti, ki so nujno potrebni za funkcioniranje spletnega mesta. Tisti najosnovnejši funkcionalni piškotki, brez katerih spletno mesto samo po sebi ne more delovati, ti so seveda ločena kategorija, ko govorimo o varstvu osebnih podatkov. No in ta odgovornost je na izdajatelju spletnega mesta. Kljub diskusijam o tem, da piškotki počasi izginjajo ali pa so vedno manj pomemben del hrbtenice digitalnega oglaševanja, temu vendarle v celoti ni tako. Piškotki so še vedno ključni, pomembni in če jih pravilno uporabimo, če jih pravilno namestimo, če uporabnikom damo pravilne, svobodne, informirane možnosti odločitev, ko podajajo privolitve za namestitev ali nenamestitev nekega piškotka, smo tu še vedno, po mojem osebnem mnenju, bližje ali pa v celoti lahko izpolnjujemo tudi zelo stroge zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov GDPR. Kot pa denimo nekatere druge tehnologije, ki se zelo široko oglašujejo in pojavljajo v evropskem prostoru, ki trdijo v svojih poslovnih modelih, da ne uporabljajo piškotkov kot temelja za zbiranje določenih vrst osebnih podatkov uporabnikov. Popularni izrazi, ki se pojavljajo v kibernetski terminologiji in žargonu, so recimo fingerprinting, to se pravi, da se zbirajo neki podatki brez piškotkov, ki so lahko povezani morda tudi z grafičnimi karticami, procesorji in nekimi drugimi podatki, ki jih lahko morda ugotovimo o neki napravi, ki obiskuje neko spletno mesto in potem morda na podlagi teh številnih fragmentkov različnih tehničnih podatkov ugotovimo, da gre za neko določeno skupino uporabnikov oziroma nekega uporabnika, kar je potem seveda koristno za targetiranje, remarketing, profiliranje in tako naprej. Tu bi vendarle opozoril na določeno previdnost, namreč vsi ti ponudniki, ki morda obljubljajo takšne rešitve, niso nujno v celoti tudi sposobni ali tudi v celoti ne zagotavljajo takšne vrste obdelave osebnih podatkov, kot jo oglašujejo. To se pravi, zelo je treba biti previden, da tudi če uporabljamo storitve, ki naj bi bile brez piškotkov, torej angleško cookie-less solutions, da smo pri tem zelo previdni, kajti izdajatelj spletnega mesta je tisti, ki je v prvi vrsti odgovoren za funkcioniranje svoje spletne strani, za zbiranje osebnih podatkov na tej spletni strani, praviloma kot upravljalec zbirk osebnih podatkov. Zato je torej izjemno pomembno za vse, ki nas gledate, ki upravljate s svojimi spletnimi mesti, da ste na to področje še posebej pozorni.
No in pri piškotkih bi morda za konec današnjega dela predavanja na to temo omenil še naslednje. Seveda lahko vsak izdajatelj spletnega mesta sam oblikuje vse vmesnike, celotno uporabniško izkušnjo, vsa obvestila, vse pop-up bannerje, vse lahko torej sprogramira sam in pri tem seveda zelo dobro pozna splošno uredbo o varstvu podatkov, GDPR, in to tudi sam s pomočjo svojih IT-ovcev tudi ustrezno sprogramira. So pa tudi druge rešitve, ki so lahko tudi varnejše, zlasti, če nimate ne resursov, tako denarnih kot človeških, da bi pravilno ali pa kar se da pravilno oblikovali. Denimo, vzemimo samo primer politiko piškotkov, vmesnike za podajo privolitev in pa potem seveda tudi vse, kar je povezano z obdelavo teh privolitev, z možnostjo nekih revizijskih sledi, dostopa do osebnih podatkov, podajanja zahteve za izbris ali spremembo osebnih podatkov in tako naprej. Torej vse te temeljne svoboščine, temeljne pravice, ki jih splošna uredba o varstvu podatkov GDPR daje vsakemu uporabniku, ko gre za njegove ali njene osebne podatke. No in recimo en tak zelo razširjen in koristen industrijski, torej samoregulatorni standard na področju obdelave osebnih podatkov, ki ga lahko omenim, je tako imenovani TCF ali Transparency and Consent Framework. To je nekakšen industrijski samoregulatorni standard na področju podajanja privolitev in obdelave osebnih podatkov na spletnih mestih, ki ga je razvilo združenje IAB Europe, Interactive Advertising Bureau iz Bruslja. Tudi v Sloveniji in drugih državah so potem posamezni IAB-ji, nacionalni IAB-ji, ki se ukvarjajo s tem področjem, pa vendarle zakaj gre? Gre za to, da tu pa obstajajo standardizirani modeli, standardizirani programi, ki jih lahko uporabite, namestite na svoje spletno mesto, ki se tudi nekako evolutivno razvijajo glede na razvoj prakse evropskih informacijskih pooblaščencev v teh zadnjih dobrih 5 letih, odkar je stopila v veljavo GDPR oziroma splošna uredba. So seveda tudi tu, lahko čisto odkrito povem, obstajajo lahko še vedno določene dileme, saj tudi praksa posameznih informacijskih pooblaščencev na tem področju ni povsem enotna, ko gre za 27 držav članic Evropske unije, pa vendarle. Če že pogledamo samo uporabniške vmesnike za podajo privolitev ali pa za odločanje o tem, da ne bomo dovolili namestitve svojih piškotkov, torej piškotkov na svojo napravo ali pa za neke dostope do nastavitev na tem področju. Ta industrijski standard, torej TCF, Transparency and Consent Framework, omogoča zelo transparentno in precej jasno podajanje izjav, torej podajanje izjav volje, privolitev strani uporabnikov. In tudi številna slovenska podjetja, pa tudi v drugih državah članicah Evropske unije se vedno pogosteje poslužujejo torej uporabe tega standarda. Seveda pa to ni edina možnost, kot sem že poudaril, lahko razvijete tudi svojo rešitev, pomembno pa je, da je ta v celoti skladna z določbami splošne uredbe o varstvu podatkov GDPR. Zdaj, na tem področju lahko pričakujemo seveda številne spremembe z eno izmed uredb, ki sem jih omenil na začetku današnjega predavanja, to je uredba o elektronski zasebnosti. Ta pa bo namreč korenito posegla tudi v področje piškotkov. Pri piškotkih bo torej ta dilema precej pomembna. Tukaj se pojavljajo tudi nekatere rešitve ali pa predlogi rešitev, kot je denimo ali piškotki ali plačljiva vsebina. To se pravi, če bom privolil v to, da se namestijo piškotki na moje spletno mesto, na mojo napravo, na nekem spletnem mestu, v tem primeru seveda bom nekako tudi imel prikaze oglasov, podal bom svoje osebne podatke na podlagi teh piškotkov, če pa se s tem ne bom strinjal, kar seveda niti ni potrebno, da se je popolnoma jasno, v tem primeru pa seveda bom moral za določene vsebine plačevati recimo mesečno naročnino. To so samo neke ideje, neki modeli, ki se pojavljajo v osnutkih uredbe o elektronski zasebnosti. Kako bo v končni fazi to izgledalo, bomo še videli. Bomo pa nekaj več o osnutku uredbe o elektronski zasebnosti povedali tudi na enem od naslednjih predavanj. V vsakem primeru pa nas
čaka na tem področju kar nekaj sprememb. Te spremembe pričakovano se bodo začele intenzivneje odvijati v naslednjih letih, vendar je zelo pomembno, da že danes izdajatelji spletnih mest o tem razmišljajo in da svoje poslovne modele, zlasti ko gre za digitalno oglaševanje, že prilagajajo novi stvarnosti. Za zaključek današnjega predavanja in kot neke vrste uvod v naslednje predavanja pa si poglejmo še naslednjo prosojnico. Kako izgleda ali pa bo izgledal marketing v dobi naprednih algoritmov? Digitalno trženje, digitalno oglaševanje v dobi naprednih algoritmov. Na levem delu, v levem krogcu imamo prikaz oglaševanja v analogni dobi. Imamo enega oglaševalca, ki oglašuje veliki skupini posameznikov, denimo oglaševalec na televiziji objavi televizijski oglas, ki ga naenkrat gleda 100.000 ljudi. Torej, oglašuje velike skupini uporabnikov sočasno en oglaševalec. V digitalni dobi, denimo, da smo sedaj v sredini neke digitalne dobe oglaševanja, lahko govorimo o oglaševanju 1 na 1. Oglaševalec posamezen nagovarja posameznega uporabnika. Razvija torej nek odnos 1 na 1, prilagaja denimo oglase, ki jih predvaja posamezniku glede na njegov profil, seveda pa je to področje, ki je izjemno pomembno s stališča varstva osebnih podatkov. No, ko pa govorimo o tako imenovanem Web 3.0, lahko govorimo o matričnem oglaševanju, matričnem marketingu, tu pa kot vidite v krogu modre barve na desni strani, pa gre za interakcijo med napravami, posamezniki, oglaševalci. Torej ne moremo več govoriti o enem oglaševalcu, mnogo ljudem, o enem oglaševalcu, enemu uporabniku, temveč gre za matrični preplet vseh teh naprav, oglaševalcev, posameznikov. In tukaj je pa tisto, kar sem čisto na začetku tega predavanja povedal, zelo pomembno, da se tudi na nivoju Evropske unije, glede na to, da bo šlo tukaj za izmenjavo ogromnih števil podatkov, tako osebnih kot neosebnih, na tem področju tudi pripravljajo in oblikujejo ustrezni regulatorni svežnji. Čisto na kratko, bistven bo tudi na tem področju akt o podatkih ali Data Act, poleg že 5 let uveljavljene splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in številnih drugih regulatornih svežnjev, ki sem jih že omenil in ki se jim bomo posvetili tudi na naslednjih predavanjih.